Živijo, sem Anja Klančnik iz Biotehniške fakultete. V ekipi smo 3 odlične raziskovalke in znanstvenice. Najmlajša je asistentka doktorica Meta Strniša, ki je prav tako kot jaz, ki sem izredna profesorica doktorica Anja Klančnik iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Podrobneje, oddelka za živilstvo, katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil. Naše področje je povezano z mikrobiološko varnostjo živil, bakterije, ki povzročajo okvar hrane, in tudi bakterije, ki povzročajo bolezni pri ljudeh. V ekipi je pomemben člen tudi višja znanstvena sodelavka, doktorica Jerica Sabotič iz Instituta Jožef Stefan, in sicer odseka za biotehnologijo, kjer se ukvarja z odkrivanjem novih in uporabnih bioaktivnih snovi iz gliv. Velikokrat zaradi okužb z bakterijami zbolimo. Takrat gremo k zdravniku, ki nam predpiše antibiotik. Vendar pa antibiotik teh bakterij, ki so v nas, ne ubije, saj so bakterije na antibiotike že odporne. To pa predstavlja velik in globalni problem zdravstva. Pravijo celo, da te odporne bakterije vsaki 2 sekundi povzročijo smrt enega človeka, kar je veliko več kot smrtnost zaradi gripe ali covida. Zato je naš izum zelo pomemben, saj predstavlja zelo hitro metodo za iskanje novih antibiotikov in aktivnih snovi, ki te bakterije uničijo. Tako bi dobili nova, učinkovita, protimikrobna zdravila. Bakterije pa so tudi družabna bitja in nočejo živeti same. Zato se povezujejo v skupine, v katerih so še močnejše pri borbi proti antibiotikom, razkužilom in drugim učinkovinam. Naš izum je tudi tukaj zelo pomemben, saj omogoča določiti, ali antibiotik vpliva tudi na druge lastnosti bakterij, kot je prav ta omenjena lastnost združevanja v skupino, kar imenujemo filmotvornost. Tako kot vse prave raziskovalne ideje, se je ta porodila po naključju. Raziskovali smo, kako bakterije rastejo, in ta njihova rast je bila o prisotnosti novih antibiotikov zelo nenavadna. To je pritegnilo našo pozornost. Takrat smo ugotovili, da imamo odlično metodo, ki nam pove veliko o bakterijah, in sicer z 2 vidikov, tako o njihovi rasti, kot o njihovi filmotvornosti. Potem smo vzeli veliko antibiotikov in drugih novih aktivnih snovi ter jih z metodo testirali in jim uspešno določili, ali zavrejo rast ali filmotvornost. Tako smo vedeli, da imamo pravo inovacijo. Obstoječe metode na trgu lahko testirajo le eno delovanje antibiotika naenkrat. Torej moramo izvesti 2 zaporedni metodi, zaradi česar so te metode dolgotrajne in tudi drage. Naša rešitev je izvedba ene metode, ki omogoča sočasno detekcijo protimikrobnega in protibiofilmskega delovanja z istim principom. Obstajajo metode, ki določajo protimikrobno ali protibiofilmsko delovanje, vendar merijo le eno in to končno vrednost. Pri analizi so potrebni dodatni reagenti in rezultat se pridobi šele v 96 urah. Naša metoda sočasnega določanja 2 delovanj pa omogoča kar 61 meritev v samo 20 urah, pri čemer reagentov ni potrebno dodajati. Na trgu take metode še ni. Uporabniku tako prihrani veliko časa in denarja. Za naš izum smo v letu 2021 oddali patentno prijavo, za katero so že potrdili inovativnost. Trenutno smo v fazi iskanja tržnih partnerjev. V prihodnje nameravamo pridobiti tehnično sodelovanje in partnerje v industriji ter z njimi skleniti licenčne pogodbe. Čez 10 let vidimo naš izum kot pomembno metodo, ki jo bodo uporabljali raziskovalni laboratoriji univerz, ter tudi rutinsko metodo, ki jo bodo uporabljali v laboratorijih podjetij. Pripravljena naj bi bila v enostavni obliki, kot nekakšen komplet za hitro in enostavno uporabo.
V ekipi smo le 3 znanstvenice, raziskovalke, zato smo zelo odzivne in dobro sodelujemo. Naše sodelovanje združuje znanje mikrobiologije, biotehnologije in biokemije in nam je vsem trem v veliko motivacijo. Zelo smo ponosni na 10-letno skupno sodelovanje, v katerega rezultat je tudi ta Zoom. Zato si v ekipi želimo predvsem osebe, ki se spoznajo na prenos tehnologije in trženje. In želimo si oseb, ki so tako kot mi, zagnani, motivirani in povezani. Kot raziskovalke smo predane znanosti, smo zelo zavzete, motivirane in povezane. Naša vloga bi bila predvsem strokovna podpora in svetovanje o Izumu. Prav tako bi sodelovali pri pridobitvi informacij, ki so potrebne za prihod Izuma na tržišče. Raziskati je potrebno na primer tudi zahteve Svetovne agencije za varnost hrane in zdravstvene organizacije. Sodelovali bi tudi pri iskanju potencialnih podjetij ter področjih uporabe. Seveda bi bila naša podpora tudi raziskovalna, saj bi izvedli dodatne laboratorijske eksperimente. S podjetništvom nimamo izkušenj, vendar se dobro zavedamo globalnega zdravstvenega problema, ki je naraščajoča pojavnost bakterij, odpornih proti antibiotikom. Naš Izum pa dejansko ponuja rešitev. Opazovali smo trend obstoječih metod in zato zagotavljamo, da je naš Izum nadgradnja trenutnih rešitev, saj jim omogoča iskanje novih protimikrobnih zdravil z različnim delovanjem. Izpostavili bi še, da znanstveniki ocenjujejo, da bodo okužbe do leta 2050 povzročile smrt kar 10 milijonov ljudi letno. Naš Izum bi rešil problem velikega trga, saj je produkt uporaben na področju medicine, farmacije, živilstva in okolja. Zavedamo se, da je pri dobri podjetni ekipi ključen kader, ki Izum dobro pozna. Prav tako je pomembna usmerjenost v cilj ter dobra organizacija dela. Začeli bi s produktnim kitom oziroma nekakšnim reagentom, ki bi omogočil izvedbo te metode na hiter in enostaven način. Vabimo vas, da se pridružite naši ekipi, Da zmanjšamo odpornost bakterij In omogočimo zdravo prihodnost.